V stranki zares so za danes sklicali tudi izredno sejo sveta stranke o tako imenovanem reprogramiranju kreditov, podaljšanju odplačila za 45 dni, je spregovoril predsednik zares Gregor Golobič. Svoje mnenje pa sta podala tudi poslanec SDS Andrej Vizjak in poslanec SDS Radovan Žerjav. Najbolj zanimivo v tistem dopisu je precej široka razlaga o tem, zakaj je tako velik kredit kratkoročne narave. 150 milijonov evrov je kratkoročni kredit. Pričemer Pivovarna Laško trdi, da je bila pobuda banke, da se to ureja oziroma da se financiranje takšnega velikega posla ureja s kratkoročnim kreditom. To je veliko zanimivo vprašanje za bančne strokovnjake. Zakaj pravzaprav, kako je lahko se zgodilo, da je bil ta kredit dat kot kratkoročen in ali se je res sledilo samo cilju, da se je na ta način zmanjšal strošek financiranja Pivovarni Laško na račun banke, ker so kratkoročni krediti cenejši za najemnika in seveda manj ugodni za banko na drugi strani. Ta reprogram bo potisnil verjetno Novo Ljubljansko banko še korak globlje in težko si res predstavljam, da bi ponavljali napake iz koraka v korak, zaradi tega je tudi morebiti koristen ta vihar v kozarcu vode, da ne bo še kakšnega podobnega primera s kakšnim podobnim finančnim holdingom oziroma tajkunskim poslom. Torej, seveda bo pa kot vsaka stvar tudi ta minila in koalicija bo kmalu spet složna. Pravzaprav sem ta reprogram že komentiral, po moje je popolnoma nesprejemljivo, da ne bom rekel škandalozno, da se je to zgodilo predvsem v luči, namreč državna banka kot je NLB bi morala zdaj v tem trenutku v prvi vrsti servisirati slovensko gospodarstvo v smislu izboljšanja likvidnosti slovenskega gospodarstva, ne pa da se ukvarja prvenstveno z, bom rekel, koncentriranjem lastništva in z temi zgodbami, ki so pač povezani z tajkuni. Torej, po moje nesprejemljivo in škandalozno. Ljubljanski mestni svet je ob obstrukciji svetnikov SDS s 24 glasovi za in 4 proti podprl predlog o poimenovanju vzhodne mestne vpadnice po Josipu Brozu Titu. A ni to kaj ful delo ene pizdarije? No, da grem naprej. Svojo resnico o Titu je povedal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Zoran! Jaz mislim, da je bil Tito velik vodja, da je tisti, ki omogočil, da sploh ta država obstaja. Če ne bilo Tito in partizanstva, ki so bili na strani zmagovalcev in kontra fašizmu in nacizmu, potem je vprašanje, če ne bila Slovenija razdeljena. V drugi svetovni vojni je bila Slovenija razdeljena na dve področji in temu je treba to priznati. Po drugi strani je treba pogledati tudi sama smrt in pokop Tita in prihod svetovnih državnikov. Je pa dejstvo, da absolutno obsojamo vse povojne poboje, ki so bile narejene nezakonito. Ampak to zgodovinsko vlogo nima pomena. Od to razpravo bi zgodovinarji odprli in bi jaz svetoval, da se kakšna knjiga prebere, kar je pol vprašanje, kaj narediti s Churchillom, kaj narediti z vsemi tistimi velikimi, ki so pomagali, da je Evropa postala svobodna. Kot sami veste, so teme iz našega področja na prvih straneh časopisov in ostalih medijev in danes bi jaz pravzaprav malce širše pogledala na vprašanje, kaj se dogaja v sodobni, postmoderni, recimo postindustrijski družbi s
posameznikom in z njegovim odnosom do zakonov. S podelitvijo častnega naziva ambasador prostovoljstva soprogi predsednika Republike Barbare Miklič-Turk in televizijskemu voditelju Deji Zosterme, no. Ej, no, televizijskemu voditelju Boštjanu Kljunu se je odprl 10. festival prostovoljstva mladih. Prva dama svetuje takole. Jaz upam, da bo zdaj v teh časih prostovoljstva vedno več in bi sploh svetovala vsem, ki imajo včasih dolg čas ali pa so osamljeni, da se prijavijo in toliko je možnosti zanimivega dela, ki ti je v veselje, da je treba to izkoristiti. O antifašizmu in podobnih zadevah komentar dneva Matija Laurinc. 27. april, dan OF oziroma dan upora proti nacifašizmu, je praznik z močnim simbolnim nabojem. Spominja nas na dan, ko je koalicija vsebinsko raznoterih skupin sprejela odločitev, da z jasnimi stališči in dejanji poseže v tedanje družbeno dogajanje. V času okupacije je bila edina pot do dokončne osvoboditve aktivni odpor, vse ostale alternative pa bi brez izjeme vodile v suženjstvo. Skoraj 70 let kasneje živimo v drugačnih okoliščinah, a protifašistični boj je še vedno nujen, saj se fašistične težnje krepijo. Težnje, ki poudarjajo, da je v družbi nezaželenih vse več skupin. Po celi Evropi in širše smo priča vzponu raznovrstnih izključujočih praks, ki pod krinko domoljubja ali napredka postajajo legitimen tvorec diskurza normalnosti in v okoliščinah vse večjega krčenja socialnih pravic ter razslojevanja prevzimajo nove oblike in razsežnosti. Že ustvarjena plodna tla za semena nestrpnosti pa so toliko bolj rodovitna v času krize kapitalističnega sistema. Ne smemo dopustiti, da politiki in drugi akteri naše nezadovoljstvo z življenjskimi pogoji kanalizirajo v sovraštvo do sosedov ali določenih družbenih skupin. Prav tako ne smemo podpirati njihovih načrtov reševanja utapljajočih kapitalistov z našimi sredstvi, saj so njihova in ne naša dejanja krizo povzročila. Zato pričujoča kriza ni le ekonomska, ampak predvsem družbena. Ponuja nam priložnost za temeljni razmislek o grajenju drugačnega sveta. Sveta, kjer ne bo prostora za izkoriščanje, nestrpnosti, sovražnosti ali izključevanje. Sveta, ki bo utemeljen v solidarnosti, enakopravnosti, tovarištvu, dostojanstvu, enakih možnostih ter spoštovanju človekovih pravic. Iskanje novih okupatorjev med sodržavljani Republike Slovenije in našimi sosedi je nesprejemljivo. Tovrstnim interpretacijam, kot tudi vsem ostalim praksam izključevanja, se je potrebno nemudoma aktivno upreti. Jasno, odločno in brezkompromisno. Ne smemo pustiti, da nam osnovno človeško dostojanstvo poteptajo v domoljube preoblečeni fašisti, ki si želijo zavzeti ulico za ulico, trg za trgom, mesto za mestom. Se vidimo na shodu za svobodo sveta, dobimo se v ponedeljek, 27. aprila ob 12. na trgu OF. Smrt fašizmu! Slovenija, 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 kulturac. V ljubljanskem Sitem teatru bo Jurij Ivanušič v sredo nastopil v glasbeni monokomediji z naslovom Od tišine do glasbe. Enourna predstava, v kateri se gledalec s pomočjo Juretovih muzikaličnih anekdot virtuozno popelje skozi zgodovino in fenomen glasbe je svojstven fenomen. Doživela je, če ne vidim brat. Doživela je že več kot 90 ponovitev, ogledalo pa si jo je že preko 16.000 gledalcev. Hudo! Koncert za anekdoto in klavir. Imenuje se Šanson in Edith Piaf je takole pela. Glasbena monokomedija. No, Hibrid med predstavo in koncertom. Zapel mi je na, v njega sem bila zagledana, potem pa malo zmedena, ker ona je prišla na. Še vreme? Tukaj prijetno vreme, da mi bo čist frizuro pokvarilo. Poglej, že zdaj mi štrlijo lase čisto naokol. Sploh ni nič jasno. Kaj je zdaj to? Andumlja kakšnega frizerja? Ej, zdaj imamo mi želutke štole, kako berejo. A se te pči zmešalo mogoče, ha? A sploh govori še ta lutka, jaz pa ne verjamem, da govori še ta lutka. Dej gremo jih sprobat. Dej še kaj povej, na? Jaz si bom! Iz Ljubljanske studije 136, tam so bile vesti na vesti. Judel, jaz sem bila pičkati
Sam se vam je res utrgalo, ej. Begle še to lutko bajeri se špilat z njo, na. A si ti čez mešan, ma, od nas?